vprašanje, zanima me, kaj pa pričakujete, kar se tiče javnofinančnega primanjkljaja? Kakšna je vaša ocena za leto 2007, glede na to, da se razlikujete oceni finančnega ministrstva in računskega sodišča? In ali se vidite, da bi primanjkljaj se v naslednjih letih večal? Do kam? Pa drugo vprašanje, malo globalno, glede na to, da vse kaže, da ameriška finančna injekcija ni pomirila trgov, kaj bi po vašem mnenju bilo treba narediti? Torej, kar se primanjkljaja javnofinančnega primanjkljaja tiče, mi seveda se moramo naslanjati na uradne podatke, ki so bili. V lanskem letu je ministrstvo sporočilo, da je bil majhen presežek, morda je zaradi nevključevanja nekaterih transakcij dejansko bil en manjši primanjkljaj. Dejstvo je, da se je primanjkljaj zmanjšal v primerjavi s preteklimi leti. Letos pa grozi seveda tudi primanjkljaj lahko, kolikor bo prišlo do zniževanja gospodarske aktivnosti, bo prišlo do zmanjševanja prilivov, prihodkov javnofinančnih in ob nespremenjeni politiki javne porabe, ob, če hočete, relativno liberalizirani politiki plač, se lahko zgodi, da se primanjkljaj poveča. Kakšna je tu naša prognoza za javnofinančni primanjkljaj za 2009? Javnega primanjkljaja ne objavljamo. No, vam ne moram povedati drugo kot to, kar sem vam kvalitativno povedal. Kar se pa tiče ukrepov Združenih držav Amerike in kaj bi bilo treba narediti, mislim, to pa presega naše sposobnosti. Mislim, da vse centralne banke tega sveta, predvsem tudi centralne banke evroobmočja, finančna ministrstva, tako v svetu kot v Sloveniji, stalno nadzirajo položaj in umirjajo. Jaz mislim, da so trgi, kapitalski trgi, borze nagnjeni k temu, da pretiravajo. In kot vidite, se en dan lahko pokaže zelo dramatična slika, drugi dan se kaže pa malo boljša slika. Brez dvoma je ugotovljeno in se strinjamo vsi, da kriza ne bo kratkotrajna, da kriza se bo poznala, da se bo dolgo časa vlekla, da bo prišlo do temeljite spremembe geografije finančnega sektorja, temeljite spremembe regulative na tem področju. Bodo še kakšne žrtve, sem prepričan, ampak več od tega pa ta trenutek težko povem. Lahko rečem, da smo vsak dan na stiku, ravno kar je bil tudi moj kolega Rand na telekonferenci v okviru Evropske centralne banke, kjer je bil v bistvu, so se pogovarjali o novih ukrepih za zagotavljanje likvidnosti na mednarodnih finančnih trgih. Če pa želiš tukaj povedati. Lahko nekaj inkordiram. Torej, gospod guverner, danes bo finančni ministri Unije verjetno potrdili zvišanje zajamčenega zneska za posojilo v vlogi od 20.000 na 100.000 evrov. Me zanima, ali bo tako tudi v Sloveniji, kako bo v Sloveniji to zagotovili, na kakšen način? Ja, glejte, mi v vsakem primeru sledimo evropskim rešitvam, mi smo del Evropske unije in če bo takšna rešitev sprejeta, to avtomatično pomeni tudi v nekem smislu, da se mi temu pridružujemo. Mi poskušamo iskati rešitev v dogovarjanju, zato nismo ta trenutek, kot vam je dobro znano, ničesar naredili, čeprav so vprašanja bila. To lahko interpretirate tudi kot dejstvo, da je naš finančni sistem v boljši kondiciji, morda kot finančni sistemi drugih držav. Podatki nam ne kažejo, da bi bilo treba kaj narediti, zato tudi nismo nič naredili. Vse institucije pa funkcionirajo, stanje se neprestano opazuje in če bo Evropa prišla do te rešitve, se bomo prav gotovo tudi mi tej pridružili. Ne izključujemo pa tudi v primeru kakršnekoli potrebe možnost unilateralne odločitve v Sloveniji. O tem imamo mi dogovor z ministrstvom in seveda o stvareh se bo pa govorilo takrat, ko bo to potrebno. Trenutno ne vidimo nobene potrebe za tem. Tako razpočelo infotografije, eno vprašanje, čisto hipotetično. Recimo, da vzamete 100.000 evrov stanovanjskega kredita, vsega ne porabite tako, ker se recimo hiša počasi gradi in nekako delite, da to traja, da ima še del denarja na računu in recimo banka propade na tema.
In kaj se zgodi, če banka vmes propade, kajti jamči ti le sredstvo do višine 22 000 evrov, ne? Mora še vedno vrniti celotnih 100 000 evrov, ker recimo ni logično, če banka propade, ker je zaradi svojega poslovanja izgubila denar, ali vrne samo teh 22 000 evrov. Ja, to je res zelo hipotetično vprašanje, bom prosil kolega Ranta, da odgovori. To ne gre za depozit, ampak za kredit. Tu gre za terjatev banke in to terjatev se izterja po stečajnem postopku, ki pozna svoje pravila. Tukaj ni omejitve na 22 000 evrov. Ja, če lahko dodam, pogledajte, vi tudi če imate ta neizkoriščeni kredit, to ni vaša obveznost, ker vi ste se zadolžili samo v višini izčrpanega kredita. Bom primer dal, kot ste ga videl. Če ste od 100 000 porabil 60 000, pa 40 000 še niste, ste banki dolžan 60 000. In če bo banka propadla, bo pravni naslednik te banke še vedno imel terjatev do vas. Ne? To se pravi, vi se ne boste tega kredita rešili, veš vaše obveznosti, ampak boste morali kljub temu plačati, temu, da banka ne obstane. Ampak to nima zveze, kot je moj kolega Rant rekel, z depozitom. Mi govorimo o varnosti depozitov, prihrankov prebivalstva in o tem mislim, da sem pa dovolj povedal prej. Samo še pod vprašanje bi dodal, recimo, kaj svetujete Slovencem glede zadolževanja? Zdaj ravno ni verjetno najboljša podobnost. Težko bi si prevzel to predržnost, da bi komu svetoval, kako se zadolžuje. Jaz mislim, da vsak racionalen človek mora samo oceniti. Vsekakor pa mislim, da ena stvar pa drži vedno, da ni mogoče se zadolževati čez meje svojih možnosti. To se kaže zdaj v tej križi finančni, ko so se dejansko odobravali krediti tudi ljudem, ki niso sposobni bi vračati. Tako da makroekonomsko, to je pa bilo tukaj razloženo, če imate investicijsko varčevalno vrzel, ste zelo izpostavljeni tveganjem. Skratka, priporočam vsem, da imate v življenju kdaj tudi prihranke, ne samo dolgove. Boris Černi Brunberg. Gospod Kranjec, mene zanima glede gospodarske rasti v Evropski uniji oziroma v evroobmočju. Dejstvo je, da je kriza že prešla meje, torej države prevzemajo banke in tako dalje. Ali vidite, da je nujnost za znižanje obrestnih mer hitrejše, torej bi morali prej ali kasneje? Menite, da ne bo prepozno, če bo decembra, da bi? Bom kolega Ranta prosil, da mogoče tem kaj povedi. Kar zadeva gospodarske rasti v evroobmočju, veste, da stav ECB-ja objavlja redno četrtletno svoje projekcije. Ta zadnjo projekcijo je objavil v septembru. Seveda je ta projekcija izpostavljena istim negotovostim, kot so izpostavljene negotovostim vse napovedi v današnjem času. Tam si lahko pogledate in primerjate to projekcijo zadnjo z prejšnjimi in vidite, da se zadeve, poslabševanje zadev odraža v teh projekcijah. Kar zadeva pa politike obrestnih mer, o tem pa vsakokrat veliko pove predsednik ECB-ja, gospod Jean-Claude Trichet, na tiskovnih konferencah in k temu, kar on pove, nimamo kaj dodati. Če smem še jaz dodati, če bi pogledajte si zadnje uvodno poročilo zasedanja sveta guvernerjev, kjer piše, da najnovejši podatki kažejo in potrjujejo, da se ekonomska aktivnost v evroobmočju slabša, da se zmanjšuje domače povpraševanje in da so težji finančni pogoji. To se pravi, pričakovati je, da bo aktivnost padala, ne padala, upočasnila se bo. Še zmeraj ne govorimo o negativni rasti, ampak je blizu ničedle. To se pravi, podatki so pa na razpolago. O obrestnih merah pa ne dajemo nobenih izjav. Jaz imam še vprašanje. Gospodova? Ja. In sicer, če mi lahko poveste, a vas kaj skrbi zadnji padec vrednosti evra v primerjavi z dolarjem, ali pa se vam zdi, da bo to delovalo v korist gospodarske rasti? In druga stvar, ali morda obstaja kakšna možnost, da bi inflacija v evroobmočju že prihodnje leta padla na 2%, kar je dolgoročni cilj ECB-ja? Ja, o tečaju evra žal tudi ne dajemo nobenih izjav.
tečaj evra, tudi gospod Triše nikoli ne komentira, tečaj je določen na trgu in je, kakršen je. Lahko rečem, da če bi se recimo ostal tak, potem bi lahko v nekem smislu se koristilo tudi recimo, torej inflacijski pritiski bi lahko bili večji zaradi tega, ker bi se cena nafte potem odrazila tudi evro cena, tako da tukaj je lahko problem, ampak sicer ne komentiramo tečaja. Kar se pa tiče inflacije v evroobmočju, pade lahko blizu 2%. V primeru izpolnitve vseh predpostav, predvidevanj, se lahko približa, ampak tudi, tukaj pa ne izdajam nobene skrivnosti, če lahko rečem, da tudi v ECB-ju nimamo kristalne krogle, da bi vedeli, kakšne bodo predpostavke danes, jutri, pojutrišnjem, čez en mesec, ne govorim čez pol leta.